Novi Sad je drugo največje mesto v Srbiji, približno 90 km oddaljeno od glavnega mesta Beograda, tam je tudi druga največja srbska univerza. Po tragediji na železniški postaji so se ljudje, tudi na fakultetah, vsak dan z molkom spominjali žrtev in zahtevali, da krivci za tragedijo prevzamejo odgovornost. Študente, ki so prekinjali predavanja, da bi se v tišini spominjali žrtev, so konec novembra napadli privrženci in pripadniki srbske vladajoče stranke. Študenti so se odzvali z množičnim uporom in blokado fakultet po vsej državi. Ne udeležujejo se predavanj, v šolske prostore dovolijo le tam vpisanim študentom in zaposlenim, podpirajo jih tudi nekateri profesorji in vodstva fakultet. Zaprtih je več kot 60 fakultet in številne srednje šole, protestirajo več kot 150 mestih. Protestniki za nesrečo v Novem Sadu krivijo oblast, predvsem predsednika države Aleksandra Vučića in njegovo stranko obtožujejo korupcije. Korupcija pomeni, da svoje pomembne politične položaje izkoriščajo za to, da si zagotovijo vrsto koristi, tudi premoženjske. Študenti, ki so se povezali v gibanje, si prizadevajo, da bi v državi spoštovali zakone in da bi pristojne institucije opravljale svoje delo. Predsedniku Vučiću očitajo, da si je prisvojil pristojnosti, ki jih kot predsednik sploh nima. Prav zato se z njim nočejo pogovarjati. Postavili so 4 zahteve, ki jih morajo izpolniti pristojne institucije. Javna objava vse dokumentacije o gradnji nadstreška v Novem Sadu, ustavitev kazenskih postopkov proti udeležencem protestov, kazensko odgovornost za vse, ki so bili nasilni do študentov, ter 20% povečanje sredstev za visoko šolstvo. In kaj se je zgodilo? Odstopili so 2 ministra, župan Novega Sada in predsednik vlade Miloš Vučević, a študenti zahtevajo izpolnitev vseh svojih zahtev. Vedno več ljudi jih podpira in z njimi protestira, tudi nekateri kmetje, nasprotniki kopanja litija v Srbiji in zaposleni v šolstvu.